There must be something we can do for you, John. Ain't never seen me a flick of show. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together, dance cheek to cheek. Zmeda je popolna. Igor Bavčar bi bil gotovo konkretnejši in bi rekel, pizda je popolna. 3 tedne pred volitvami smo med najuglednejšimi političnimi analitiki, pa nismo mogli najti niti enega, ki bi znal brez škiljenja na papir našteti stranke in koalicije, ki se tokrat potegujejo za vstop v parlament. Še sreča, da so mediji uspeli prepričati Rajo o tem, da mora voliti stranko Mira Cerarja. Pa tudi o tem, da je treba poslance SDS, ki bi bili morebiti po pomoti izvoljeni, strpati v karanteno, da ne bi prišlo do epidemije. Zapor na Dobu je žal premajhen, da bi mogli vanj strpati vse podpornike prvaka SDS Janeza Janše, ki ga bodo danes pospremili v to našo najbolj eminentno kaznilnico. Čisto do vhoda ne bodo mogli, ker je direktor zavoda omejil dostop tako zanje kot za novinarje. Gledalci večernih informativnih oddaj pa vseeno ne bomo prikrajšani za napete vsebine. Obetajo se namreč odmevne aretacije posameznikov, ki so na Twitterju širili sovražna sporočila kot sledi. Bolje bi vladal Janez iz zapora, kakor Miro iz državnega zbora. Tako rekoč med svetnike pa se bo nedvomno vpisal prvak Desusa Karl Erjavec, in to ne le zato, ker obljublja: Če bom premier, bom izsiljeval samega sebe. Ko so ga na eni od televizij povprašali, kaj meni o tem, da bi Janez Janša kot zapornik prevzel vodenje vlade, je Erjavec moraliziral takole. Kar se tiče tega primera Janeza Janše, tudi če bi zmagal na volitvah, ne more upravljati državniških funkcij. Moram tudi reči, kot minister za zunanje zadeve si ne predstavljam, kako bi na primer pravnomočen obsojen predsednik vlade kontaktiral z ostalimi predstavniki tujih držav. Janša je njegove besede komentiral v svoji znani maniri. Glejte, te besede izreka človek, ki je podpisal pogodbo s Patrijo. Treba je priznati, da gre za skrajno nepremišljeno izjavo. Če bi namreč sodišče obsodilo tudi Erjavca, bi se utegnilo zgoditi, da bi v zaporu delal družbo Janezu Janši. To pa bi bila tako drakonska kazen, da si je niti slovensko sodišče ni upalo izreči. Bivši predsednik države Milan Kučan se je pred vso to zmedo, po Bavčarjevo bi rekli pizdijo, umaknil na Brač. Žal pa tokrat ne more v miru uživati v hladu tiste znamenite konobe. Kot najbolj modrega člana sveta modrecev ga volivci kar naprej zasipajo z vprašanji, koga naj pravzaprav volijo. Seveda jim odgovarja, da komuniste, a to le malo koga pomiri. Še vedno namreč ne vedo točno, iz katere stranke naj bi bili ti komunisti, da bo najbolj zadovoljen. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together, dance cheek to cheek.